Evropska sreda ob dvoboju z Viktorijo, evropski petek žrebom skupin. Toda v Ljudskem vrtu se ne vrtijo le prizori Lige prvakov in Lige Evropa. Ves čas je dolžna pozornost namenjena domačemu prvenstvu. Evropa ni zameglila misli, ekipa se resno loteva vsake ligaške preizkušnje. Nič drugače ni bilo pred prihodom Gorice v Ljudski vrt, ki v prenovljeni podobi želi krojiti vrh razpredelnice. Po dogajanju v sredo, ki je pobralo veliko energije, je Ante Čačić osvežil ekipo z nekaterimi novimi obrazi v začetni enajsterici. Prvo akcijo je tako izpeljala naveza Črnic Mendi, ki v poskusu z glavo ni bil dovolj natančen. Na drugi strani so zapretili gostje po kotu, Koda se je znašel v obetavni situaciji, a ni zadel cilja. Potem pa so prvaki prestavili v višjo prestavo in ta trenutek veselja ni bilo treba dolgo čakati. Napovednik učinkovitega pohoda po prodoru Dodleka s podajo za Boharja, ki mu je vrnil žogo. Dodlek je spretno nameril proti levemu kotu, toda izkazal se je vratar Kordas. Ni pa Italijan v goriških vratih več uspel preprečiti naslednjega poskusa. V 27. minuti 1:0. Mendi je ušel po desni strani, s povratno podajo po tleh našel Črnica, ki je podal do Tavaresa in kapetan je pozorno spremljal dogajanje ter žogo potisnil čez golovo črto za zadetek številka 108 na uradnih tekmah v dresu Maribora. Pred odmorom so v enem izmed redkih napadov Goričani prišli do zaključnega udarca, podal je Vetrih, NDA je z glavo ciljal proti desnemu kotu, vendar Handanović ni dovolil presenečenja. Zato pa presenečenje za vse prisotne med polčasom, da je mariborski stadion že dolgo eden najpomembnejših objektov za mnoge posebnega pomena, ni skrivnost. Nov dokaz smo dobili v sobotnem večeru, ko je eden izmed gledalcev v sodelovanju z ekipo Radia City ter klubskim snemalcem, ki je poskrbel za prenos na videoekranu, izpeljal hollywoodsko zamisel. Zaprosil je dekle in dosegel namen. Patricija je Alešu rekla ja, oziroma če smo bolj natančni. Čestitamo in ima želimo veliko prijetnih skupnih trenutkov tudi ob ogledu tekem v Ljudskem vrtu. Priložnost za povišanje vodstva je ostala neizkoriščena. Mendi, Milec in Črnico poskrbeli za spretno akcijo po desni, a Mendi ob zaključku ni bil natančen. Gostje so le redko prihajali do konkretnejših zaključkov in ko je že kazalo na razplet po želenem scenariju, izenačenje v 82. minuti. Goričani so kot prvi v dvobojih ostali neporaženi. 100-odstotni izkupiček je po sodelovanju s Kodo preprečil Lapadula, ki je pritekel pred Handanovića in uspel usmeriti žogo v desni kot. Čas se je iztekal, Cvijanović je še poskušal vrniti udarec, vendar je vratar Kordas uspel odbiti žogo in preprečil, da bi ostali pri 100-odstotnem izkupičku. Falilo nam je brže nam je falila lopta, falila nam je preciznija lopta, dosta smo puta i pogriješili. Kažem, nismo dali taj drugi gol, a gosti su što je utakmica više odmicala, bili su svježi, bili su hitri, na kraju su uspjeli napraviti ono po što su došli. Ja im čestitam jer su pružili jednu dobru utakmicu i zaslužavaju nose bot iz Maribora. Nam se vidi da smo malo, kako bi rekel, prazni, brez malo nekih emocij, zaradi tega, ker res ta tekma v sredo nas je psihično terala nek svoj davek, no. Tako da to se je danes videl. Ampak to ni noben alarm oziroma pač normalna tekma, neodločeno in gremo naprej. Po opravljeni obveznosti v zadnjem avgustovskem dnevu sledi dvotidenski tekmovalni premor. Nov ligaški izziv bo na sporedu 14. septembra z gostovanjem v Domžalah. Ekipa bo vmes nadaljevala v ritmu treningov, toda v okrnjeni zasedbi, brez reprezentantov.